Profesor Bojan Vrtovec, vaša raziskava zdravljenja srčnega popuščanja s presaditvijo matičnih celic sodi med 10 najodmevnejših raziskav letošnjega leta. Za začetek vas prosimo, če nam lahko pojasnite, za kakšno obolenje srca gre oziroma kdaj v bistvu diagnosticirate srčno popuščanje. Srčno popuščanje je v bistvu sindrom, se pravi skupek bolezni, ki prisedanejo srce do te faze, da se srčna mišica ne krči več dovolj, da bi bil pretok zadosten za delovanje ostalih organov. Se pravi, gre za različne vzroke, ki privedejo do skupne poškodbe srca in posledično se to diagnosticira seveda s tem, da se prikaže to delovanje srca kot slabše. Bolniki čutijo težave v smislu težkega dihanja, otekanja, in tudi pojavljajo se sčasoma tudi težave pri delovanju ostalih organov, zaradi tega, ker so slabše prekrvljeni. Kakšni pa so vzroki tega obolenja? Vzrokov je več, v zadnjem času je vedno večji poudarek na tistih vzrokih, ki niso nujno povezani z boleznijo srčnih žil. V preteklosti je bil glavni vzrok ravno koronarna bolezen, se pravi miokardni infarkt, in potem je prišlo do oslabitve srčne mišice in do srčnega popuščanja. Zdaj takih bolnikov manj kot 50%, v glavnem gre zdaj za bolnike z neishemično etiologijo, kar pomeni bolniki po miokarditisu, recimo nezdravljenem visokem pritisku, pridejo tudi do poškodbe srčne mišice in posledično do razvoja srčnega popuščanja. To se pravi, sicer so pa še redkejše bolezni, kot so bolezni za klopk, prirojene hibe, kar je pa minorni del, to je pa manj kot 10% so pa ostali vzroki. Pa je to bolezen starejše populacije ali lahko zbolijo tudi mlajši ljudje? Načelno je večina bolnikov starejših, se pravi, tudi ta populacija je najbolj ogrožena za srčno popuščanje, zato ker se tekom življenja pač ti rizični dejavniki nabirajo. Pri mlajši populaciji so najbolj nevarni recimo miokarditisi, kar pomeni vnetje srčne mišice, predvsem recimo pri mlajših športnikih, ki med obolenji prehladnimi ne mirujejo, lahko pride do razvoja miokarditisa, kar lahko potem vodi do srčnega popuščanja. Druga etiologija je seveda vedno več opažamo tudi mlajših bolnikov, ki imajo koronarno bolezen. Ampak predvsem miokarditis je tisto, ki pri mlajših bolnikih prihaja do izraza. Če govorijo o starejših bolnikih, kakšen klaster bi tu zaobjel recimo? Največja incidenca se začne pojavljati po 65. letu starosti, kar se tiče srčnega popuščanja, sicer pa med 50 in 65 tudi pride do porasta tega. Pred 50 letom je tega relativno manj. Koliko smo pa Slovenci obremenjeni s to boleznijo srčnega popuščanja in recimo v nasprotju z drugimi recimo narodi, tudi nerazvitimi državami? Naša obremenitev je pravzaprav primerljiva kot pri drugih zahodnoevropskih državah. Natančnih podatkov sicer za Slovenijo pravzaprav nimamo, ampak je to eden izmed glavnih razlogov hospitalizacij. Nimamo natančnega registra srčnega popuščanja, ki bi bil nek nacionalni register, to bi bilo zelo lepo. Mislite za Slovenijo? Za Slovenijo, ja. Medtem ko drugače pa to najpogostejši vzrok hospitalizacij na svetu in tudi prinese največ stroškov, v bistvu zdravljenja in tudi edina bolezen pravzaprav, ki je iz leta v leto več, če govorimo znotraj bolezni srca in ožilja. Se pravi, je to kar veliko breme za zdravstveni sistem. A govorite to zdaj za recimo razviti svet ali sem sodijo tudi recimo bolj kulture, pogojno rečeno, nerazvitega sveta? Na splošno v razvitem svetu je to v porastu, zato ker so ostale te bolezni, kot smo razlagali, koronarna bolezen, arterijska hipertenzija in drugo v porastu. Zdaj, pri nerazvitem svetu gre lahko tudi za druge etiologije srčnega popuščanja, recimo tipično, če govorimo o kakšnih državah, pravzaprav bolj, recimo Rusija in podobno, tipično so recimo alkoholna kardiomiopatija, ker je tam recimo alkoholizem velik problem in posledično tudi to lahko pripelje do srčnega popuščanja, do okvare srčne mišice. Zdaj to pač odvisno, ampak večina zahodnoevropskih držav ima pa zaradi koronarne bolezni in zaradi previšanega pritiska, se pravi arterijske hipertenzije, toliko večjo ogroženost za srčno popuščanje. Kakšna je prognoza preživetja teh bolnikov? Ja, od začetka v bistvu srčno popuščanje v začetni stopnji bolezni ima zelo dobro prognozo in kasneje, ko pa napreduje, se pravi v stadiju recimo 4, načelno so to 4 stadiji, je pa ta prognoza pravzaprav slabša kot pri bolnikih z rakom, kar pomeni, da je 20% smrtnost na enoletni ravni, se pravi, je to kar veliko lahko slabo prognostični znak. Seveda to so bolniki z napredovanim srčnim popuščanjem. Oni v začetni fazi je pa pač odvisno, kateri stopnji bolezni ste. Prva faza ima 5 do 10%, potem 10 do 20% in tako pač stopenjsko. Je pa človek sploh lahko opazi, da je nekaj narobe, ne? Ja,
Primarno se to kaže kot recimo upad telesne zmogljivosti brez katerega koli drugega razloga. Recimo. Druga stvar je otekanje, to je tudi ena zadeva, ki se hitro pokaže in bolniki lahko to opazijo. Otekanje ekstremitet? Ja, recimo v trebuh, otekanje v noge in upad telesne zmogljivosti, oboje recimo skupaj en tak znak, ki je najbolj tipičen pri recimo nastanku srčnega popuščanja. Bolezen zdravite z zdravili, ne? Najpogosteje? Osnovno zdravljenje srčnega popuščanja je zdravili in na ta način smo lahko tudi zelo uspešni. Se pravi, če začnemo dovolj hitro zdraviti, obstaja zelo veliko zdravil in tudi kombinacij zdravil, tudi razvijajo se nova zdravila na tem področju, tako da zdravljenje zdravili je uspešno recimo pri 80% bolnikih s srčnim popuščanjem in te tudi ne rabijo kakršnekoli druge dodatne obravnave. Se pravi, je faza lahko stabilna, temu se reče kronično stabilno srčno popuščanje, treba pač redno imeti zdravila in spremeniti življenjski slog v smislu, da je treba več telesne vadbe in podobnih stvari. To je kot preventiva ali že sodi recimo ta telesna vadba, ki ste jo omenili, ali tudi že v sklop recimo teh vseh posegov kurativnih? To je v bistvu že kot kurativa, zaradi tega, ker se je dokazano tudi to, če imate vi srčno popuščanje, že sama telesna vadba izboljša delovanje srčne mišice. Se pravi, ni več preventivno, ker imate že okvarjeno srčno mišico, vendar s telesno vadbo lahko vzdržujete neko stanje in jo tudi popravite. No, skupina zdravnikov, ki jo vi vodite, raziskovalcev, pa se je zdravljenja lotila na poseben način in sicer s presaditvijo matičnih celic. Profesor Vrtovec, nam lahko nekaj več o tem poveste? Ja, zdaj matične celice so v bistvu, kar se tiče samega delovanja srca, odkrili pred malo več kot 10 leti. In sicer relativno naključno, zato tega, ker so pač naredili biopsije srca, se pravi vzorce srca po transplantaciji, recimo se vedno jemlje zato, da se gleda, a so zavrnitvene reakcije in podobne stvari. Tukaj so povzeli pravzaprav srce, ki je bilo prisotno v bistvu od ženske, se pravi žensko srce je bilo v moškem prejemniku in so naredili potem vzorce srca in tam pravzaprav ugotovili noter Y kromosome, kar bi pomenilo, če imate vi žensko srce in če vi vzamete vzorc, potem bi mogli biti kromosomi samo ženski, ne pa moški. In to bi prvi dokaz, da dejansko iz okolja prihajajo neke celice v srce, ki so pač v tem primeru bile iz tega moškega prejemnika. In na ta način so začeli raziskovati, kaj te celice pomenijo. In tukaj se je potem pokazalo pravzaprav to, kar smo mi recimo se na fakulteti sploh nismo učili, mi smo se recimo učili, da se srce ne obnavlja, da je srce diferenciran organ, se pravi, imate srce tako kot je, če vam nekaj odmre, pač je to irreverzibilna okvara. Kar pa zdaj se izkaže, da ni res. V srcu so niše, se pravi določeni deli srca zelo majhni, kjer so noter matične celice, se pravi, in te matične celice že same po sebi obnavljajo poškodovano srce, po drugi strani je pa veliko stimulusov iz okolja, ki te niše, se reče, matičnih celic, lahko stimulirajo ali pa inhibirajo. In zdaj zato tudi nekateri, recimo, zakaj pa nekateri imajo miokarditis, pa sploh ne razvijajo srčnega popuščanja, ker imajo ta reparativni mehanizem v redu. Se pravi, vi imate recimo nek virus, ali pa tudi recimo, če se vam žilja zamaši, se tudi pri infarktu je reakcija srca na kakršnokoli poškodbo zelo različna med posamezniki. In to se izkaže, da je povezano s tem, koliko imate vi ta mehanizem, ki je že prisoten, obnove srca, se pravi ta mehanizem z matičnimi celicami v redu. Se pravi, ne ve se pa, zakaj je to tako je. Nekateri bolniki imajo zelo dober ta reparativni mehanizem, nekateri pa slabši. In koncept, to, kar smo mi hoteli razviti, je pa to, da ta mehanizem, ki že obstaja, na nek način pri tistih, ki ni zadosten, poskušamo popraviti, da bi na ta način pač izboljšali delovanje srca. To je bila ideja za samo to zdravljenje, recimo. Kako se pa potem to dejansko loti tega, je pa, se pravi, par stvari. Treba je izbrati ta prave bolnike, treba je izbrati ta pravi tip matičnih celic in način seveda, kako se jih iz kostnega mozga ali pa recimo, če so kakšne druge iz kje drugje, pač aplicira v srce. To so te 3 glavne komponente, ki so pa bile tudi recimo predmet raziskave naše. Se pravi, da vedno jemljete matične celice lastne, recimo, pacientu, bolniku, Mi, naša skupina je to, pač so avtologne celice, se pravi, pri nas uporabljamo celice, ki so v osnovi jih splavimo iz kostnega mozga, jih izoliramo iz krvi, zdaj razvijamo tudi sistem, ki bi jih lahko potencialno shranili, kar pomeni, da bi bolnik lahko imel svoje celice pač shranjene, če bi jih kdaj rabil, recimo. Sicer pa se jih potem aplicira nazaj, se pravi njegove lastne. Nekatere skupine v tujini se zdaj v zadnjem času, recimo zadnje leto, nekaj približno tako,
ukvarja tudi z alogenimi matičnimi celicami, gre pa za to, da pri bolnikih, pri nekaterih mezenhimske celice, predvsem iz kostnega mozga ali pa iz maščobnega tkiva, ne povzročajo zavrnitvene reakcije. So pa hkrati tudi pomagajo pri obnovi srca lahko. Zato se zdaj dela tudi relativno dosti na tem, da bi se lahko uporabljalo to kot nek recimo alogeni produkt, podobno recimo kot transfuzija krvi ali pa v tem smislu. Ne. Je pa to zdaj še relativno v začetku, smo pa mi del tudi evropskega projekta, ki je eden izmed 7 centrov, kjer bi lahko tudi to začeli delati v naslednjem letu. Ne. Tako da bomo videli, kako bo to šlo. Kateri bolniki so pa primerni recimo za tak poseg? Načelno vsi bolniki s srčnim popuščanjem, ki pa niso čist v končni fazi srčnega popuščanja. Zaenkrat so bili uspehi nas in tudi drugih skupin pri tistih bolnikih, ki imajo vsaj malo srčne mišice, ki je ohranjeno, ker če ti apliciraš te celice v neko brazgotino, ponavadi te celice ne preživijo, ker nima dovolj prekrvavitve, okolje jih pač ne sprejme. Zato so to bolniki, ki so sicer v napredovalni fazi srčnega popuščanja. In zanimivo je, da so tisti bolniki, ki imajo neishemično srčno popuščanje, se pravi tisti po miokarditisu v glavnem, tisti, ki reagirajo najboljš. Ne. Se pravi, pri tistih pride do bistveno boljšega efekta kot pri nekomu, ki ima že zelo dolg časa po miokardnem infarktu brazgotino, in v tem primeru smo se tudi v našem programu bolj osredotočili na te bolnike po miokarditisu kot na tiste z ishemično boleznijo srca, čeprav delamo zdaj to pri vseh, zato ker smo dobili toliko več izkušenj in lažje to naredimo tudi težje posege. Pa so učinki? Učinki tudi pri nas so bistveno boljši, se pravi izboljšanje srca se bolj pokaže pri bolnikih z neishemičnim srčnim popuščanjem. Pri njih imamo tudi 5-letno sledenje, ne, to je tudi ta študija, ki smo jo objavili, to se pravi pri tistih po miokarditisu. Pri ishemičnih imamo zdaj trenutno follow-up 1 leto, tam se tudi že pokažejo razlike, vendar za eno evaluacijo take metode je treba počakati dalj časa, recimo ponavadi se čaka 5 let, da se vidi, če je kakšna razlika, kar se tiče ostalih stvari. Kako ste v bistvu sploh prišli na to idejo, da je možno na tak način z matičnimi celicami, z injiciranjem v srce zdraviti? Ja, jaz sem v bistvu upravljal takrat neko pripravništvo v Houstonu za transplantacijo srca in srčno popuščanje. In je bila tam raziskovalna skupina v bistvu dr. Toreja na Methodist bolnici, ki so se ukvarjali z zdravljenjem dilatativne kardiomiopatije, sicer na drug način. Oni so hoteli v bistvu razviti neko cepivo, ki bi preprečevalo razvoj srčnega popuščanja, ampak tam je bila pač noter tudi ta ideja, da se te celice, ki v tem cepivu lahko obnavljajo srce na nek način. Hkrati je bil pa tam tudi skupina dr. Perina na Texas Heart Institutu, ki so pa tudi podobno stvar razvijali pri ishemični bolezni srca. Skratka, in mi smo v bistvu povezali neke te ideje, ki sicer niso bile direkt vezane na matične celice, in smo to aplicirali pri bolnikih, ne, kar je bila naša v bistvu velika komparativna prednost, po miokarditisu. Se pravi, takrat je bilo leta 2002, ne, večina ljudi je bila fiksirana na bolnike po miokardnem infarktu in tudi zdaj danes vemo, da pri teh bolnikih je to težje doseči, zato ker takrat je okolje ni ustrezno za matične celice, vprašanje, kdaj jih možda, to je bilo takrat sploh težje, ne, zdaj že vemo to, ker je vmes 10 let, ampak sicer pa pri teh bolnikih, ki smo jih pa mi se začeli z njimi ukvarjati, je bil pa efekt mogoče tudi slučajno, zato ker je bila ta skupina taka, ampak je bil bistveno boljši in tudi zdaj ne, se ve, da je to najboljša skupina bolnikov za tak način zdravljenja. No, ta vaša skupina je v bistvu prva na svetu izvedla tak način zdravljenja. Kako so vaši kolegi zdravniki drugod po svetu sprejeli to? Ja, moram reči, da v bistvu od začetka, glede na to, da ko smo to začeli prvič publicirati, je trajalo približno kakšno leto, da so nas začeli resno jemati, pravzaprav glede na to, da pač smo iz Slovenije, si mislim, da je to s tem malo povezano tudi. Sicer pa druga stvar je pa to, ne, ko smo pa enkrat to objavili, smo pa zelo spremenili status, zelo veliko pač iz drugih centrov priznanih strokovnjakov je prišlo sem živo gledati ta postopek, tudi kasneje smo razvili številne sodelovanja, postali smo člani vseh teh v bistvu združenj in tudi zdaj vsi te večje študije, ki so nas v bistvu vabijo k sodelovanju, marsikateri naš protokol uporabljajo tudi drugje. Recimo zdaj v zadnjem času so to natančno aplikacijo matičnih celic, ki zdaj uporabljamo, so začeli uporabljati kot standard v Ameriki, ki obstaja neka mreža centrov, ki se ukvarja z matičnimi celicami, ki jih sponzorira NIH. Tako da
Mislim, zdaj naša prednost je to, da glede na to, da smo to začeli zelo kmalu, imamo zelo veliko izkušenj kliničnih in imamo tudi kakšne detajle, ki jih recimo drugi niti nimajo, ker imamo samo serijo recimo 180 bolnikov, kar je v svetovnem merilu, mislim, da največ. Ne? Tako da posledično je tudi to nek kapital, kar nam daje recimo komparativno prednost. Sem pa zelo vesel, da smo zdaj lahko na ta način se popolnoma uveljavili v mednarodnem prostoru. Mislite, da utegne ta metoda postati nek standard v prihodnosti v medicini za zdravljenje? Zelo veliko se v to vlaga, tudi glede na te preliminarne rezultate, mislim, da to sigurno bo v prihodnosti. Zdaj, problem je recimo zbrati prave celice, ne? Druga stvar, recimo, kar je pri nas malo omejujoče, je to, da nimamo nekega sistema, ki bi te celice varno razmnožil. Se pravi, vi imate, ker več uporabljamo avtologni sistem, toliko celic, kot imate jih v kostnem mozgu, toliko vam jih mi lahko damo. Ne? Na ta način smo relativno omejeni. Če bi bil nek sistem, da se... A mislite laboratorij? Ja, recimo, ali pa... Ja, nek način, se to, mislim, se zelo veliko na tem dela, sam ni v klinični uporabi, da bi vi recimo nekomu, ki ima zaradi različnih razlogov, tipično, ne vem, bolniki s sladkorno boleznijo, nekdo, ki je starejši od 70 let, in ponavadi teh celic manj. In zato tudi efekt tazga zdravljenja, če mi te celice damo kamorkoli, je manjši, kot bi bil sicer. Tako da se dela na tem, da bi te celice ekspandirali in potem bi jih bilo več in bi bil ta efekt boljši. Tako da to je ena stvar. Druga stvar je pa seveda način same aplikacije, je vedno boljši so katetri in mislim, da v prihodnje, glede na vse to, zdaj tudi poteka veliko študij, ki bo to, so v bistvu faza 3 študije, ne, kar pomeni naslednja stopnja smo še priznanje svetovnih agencij, da je to kot način zdravljenja. Trenutno zdaj poteka ena pri miokardnem infarktu, 3 študije tudi pri srčnem popuščanju, tako da je pa to seveda so vse študije 5-letne, kar pomeni, da bo nekaj let še tole trajalo, da bojo rezultati znani. No, kot kažejo študije, so raziskave ali pa uporaba tudi matičnih celic v prihodnje. V medicini ima velik obet, ne, za zdravljenje različnih bolezni, ne samo teh srčnih, kar ste vi rekli. Pa me zanima, kaj kot zdravnik in pa raziskovalec gledate in mislite, kako gledate na te možnosti prihodnjega razvoja. Mislim, da je to eno izmed najbolj perspektivnih področij, poleg recimo genske terapije, ki se ponovno vrača v kombinaciji s terapijo z matičnimi celicami, ker pravzaprav vsaj kar se tiče srca, zdravili in lahko prideš do ene faze, tukaj pa pravzaprav poskušamo nek naravni reparativni mehanizem popraviti in je to tudi, kar se tiče samega razvoja bolezni, zelo pomembno. Na ta način odkrijemo tudi različne stvari, ki niti niso vezane samo na matične celice. Recimo, mi smo vmes odkrili in tudi dokazali, da če imate vi normalne žile na srcu, to ne pomeni, da nimate probleme s prekrvavitvijo srca, ker se na manjših nivojih to dogaja na žilah, ki jih vi sicer ne vidite s preiskovalnimi metodami drugimi. Tako da, recimo, že samo to postavlja tudi recimo sam razvoj srčnega popuščanja v drugo luč. Kar se pa tiče medicine na splošno, se pa to podobno uporablja tudi pri drugih obolenjih, nevroloških, oftalmo, gastroenteroloških in številnih drugih, recimo plastičnih kirurgij in tako. Skratka, je zelo velik potencial in ne manjka več, po mojem, dosti, da se bi to razvilo v širšo klinično uporabo. In kakšno prognozo ali obet vidite recimo v zmanjševanju kardiovaskularnih obolenj? Glede na to, da ste prej rekli, da seveda še vedno je to problem zahodnega, razvitega sveta, pa tudi nerazvitega. Ja, zdaj je en čisto enostaven marker. Zdaj, preventiva je seveda zelo pomembna. Izkazali se je v nemški skupini, so ugotovili, da čisto enostavno, če vi vzamete test krvi, pa si izmerite, ker imate matične celice skozi prisotne tudi v krvi, ki jim krožijo. In če si izmerite količino teh matičnih celic, je že to prognostični dejavnik, recimo kaj se bo zgodilo, kar se tiče kardiovaskularnih obolenj v nadaljnjih 5 letih. To je recimo čisto neodvisno od kakršnega koli zdravljenja, čisto samo kot marker. In to recimo lahko še dodatno pomaga, ker zdaj vemo, da se stratificira, če imate visok pritisk, visok holesterol in tako naprej, da ste bolj ogrožen. To bi bil lahko en nov parameter kardiovaskularne ogroženosti, ki bi še dodatno povedal, katere bolnike je treba prej zdraviti oziroma jih prav čas še začeti zdraviti, da ne pridejo pol do napredovanja srčne bolezni. Skratka, ljudje pričakujejo čudeže od vas, a ne vi pa. Ja, no, to mislim pač probamo. Ljudje pričakujejo veliko. Treba je vedeti, da na tem področju je zelo veliko tudi zdravnikov ali pa dajmo reči
nekih inštitucij, ki pravzaprav niti niso povezane z znanostjo, ampak probajo z nekim marketingom obljubljati stvari, ki niso realne. In posledično je celo to področje lahko, to je tudi neka mejna zadeva in zato je zelo pomembno, da so vse te stvari zelo dobro regulirane, da so vse te študije, ne vem, registrirane, priznane, odobrene strani agencij in tako naprej, ker sicer lahko zelo hitro pride do zlorabe, do napačnih interpretacij in teh stvari, kar pa ni dobro za področje na splošno in za razvoj področja, ker na tem primeru se potem ni to več nobene veze z znanostjo, ampak so čisto drugi motivi. Tako, profesor Vrtovec, najlepša vam hvala. Hvala lepa.